Lepo večer, ja. Dajte en aplavz za Mojca Zupančič, danes na klavirju. Kar en aplavz, ja, dobrodošli na Dnevu mladosti, danes je dan mladosti, 25.5. Mami! Hej! Dobrodošli v tvojem. Ja, dobrodošli na improvizirani predstavi Dan mladosti. Danes vse, kar boste videli na odru, bo improvizirano. Ali je kdo danes tukaj prvič na improv? Naj zaploska sedaj. Gospod. Čisto tako za začetek, ponavadi tak zelo formalen protokol, da povemo, pač impro je oblika gledališča, kjer nastopajoči improvizatorji nimamo vnaprej pripravljenega scenarija. Se pravi, vse se bo zgodilo tukaj na odru, spontano, v danem trenutku, ampak po vaših predlogih. Vi ste zelo pomemben element vsake improvizirane predstave, kajti vi nam dajete navdih. Ja. Tako da, recimo, jaz med predstavo bom rekel, gospod, mi lahko date eno čustvo. Jeza. Jeza in pa bom rekel, bodite jezni. So jezni, ja. In pa lahko tukaj vprašam, mi date en prostor, tale, te dve mizice tukaj. Igralnica v vrtcu. Igralnica v vrtcu in rečem, igranca v vrtcu. Nekdo mi je vzel Kena, pa bo... Ja, se spomnite, ne? 2 leti nazaj. To je ta problem. Ni bilo še dolgo nazaj, ne? Ja. A mi date tam eno znamko avtomobila, tam nazaj, prosim. Citroen. Citroen, in pa reče Citroen. Ja, pač ponavadi, če že kdo povožen, je povožen zaradi Citroena. Samo nekaj, zdaj je nekdo umrl, ker od zdaj naprej noben več ne bo umrl. Ja. Jan je pozitiven. Noben ne bo Zato je umrl. danes dan mladosti, zato ne bo noben umrl. Danes praznujemo mladost, ne. Smo vsi mladi tukaj, ne smo? Zaploskajte mladi. Ja, vsi so mladi, ampak danes je posebna priložnost, kajti z nami bodo na odru prav eni posebni ljudje. Ja. Muzo posebni. Res so posebni. Muzo vredno. Res so posebni, pač so naši učitelji, pač od njih se mi učimo improvizacije. Naši vzori. Vzor, ja, legende. No pressure. Velika večina jih je zelo pomembnih Slovencev, pač medijsko izpostavljenih. Velika večina, ker No, dajmo jih mnogo. poklicati gor. No, pokličmo, dame in gospodje, z nami so improvizatorji iz gledališča Iglu! Hvala za to lepo napoved, malo nam je postalo nerodno, malo se zvišal pričakovanja. Ne. Dajte se predstaviti, no, kdo Ja, ste? jaz sem Vid, sem iz Gornje Bele pri Predvoru, Ja? So bili zasipa, ne? blizu Sipa, zračni oddaje 50. Ne, nič. Jaz sem Peter, pozdravljeni, prihajam iz osrednjo-slovenske regije, tako da se pravičujem. Pa še enega imate s sabo, ne? Ful se dobro skriv. In to je Juž. Jaz sem Juž, iz Črne vasi, tudi osrednja slovenska, ampak imamo vikend na Bledu. Ja? Aplavz za vikend na Bledu! Okej, the best. Hvala, ker ste nas povabili. Ja. Hvala, da Ful ste smo se odzvali na povabilo. Smo prišli. A ste dober našel? Ja, Smo imeli navigator. the best. Kako pa je to, zdaj, a ste videli to, zdaj delajo stvari, pa Ja, voznica lepo pa to? Zelo lepo bo. Ja. To je župan naredil. Ja, sam, vlastnoročen. Okej, the best. A bi se vi radi kaj ogreli? A bi se ogreli? Ja, Čim bi se pa ogreli? S kakšno vajo. Vajo, ja. Ok, jaz bi predlagal Rime, ja? Ja. Ok, the best. A lahko dva stopite naprej, samo da razložimo ljudem, kako to poteka. Kaj če viraš ti. Sprav, vi da boste cel prizor rimala. V Rimu govorita. Trudila se bo. Ja, in kdorkoli bo zajebal, ne, pač ga bo publika pospremila z enim glasnim bujem. Dajte publika, rečete bu. Ja, Ne, tako, mora biti iz srca. srca, ja, res, bu. Tako, ja, tako da bodite pozorni, poslušajte, ko bo kdo zajebal Rimo, rečete bu. Otroci so v prvi vrsti. Pardon, če bo kdo zafrknil Rimo, rečete bu. Ok, the best. Imate vzeli kakšen predlog? Kje sva? V šoli. Okej, ja. Ej, Peter, a ti si naredil domačo nalogo?
to prekleto nadlogo? Nisem pa naredil naloge za geografijo, zato ker mi skozi neki težijo. Ti revček, lahko ti dam za prepisat? Pa bi ti pa še dala eno pogodbo za podpisat. Kakšna je to pogodba? To je nekaj ponarejenega, to je ena druga zgodba. To sam piše, da zdaj si moj služabnik, da vedno boš moj... Kaj, jaz sem zdaj to podpisal in tvoj suženj sem postal. Bom tablo pobrisal. Sedaj si moj suženj in tablo boš brisal in jaz ti bom povedal, kaj boš potem po tabli napisal. Ja, kredo že imam, poveš še kaj, da bom to napisal. Kredo že imam, ampak ponosa pa ne dam. Tudi ponos boš dal, ko ti povem, kaj boš čečkal. Kaj ti sedaj ti bom v rok dal. Čakaj, kakšen urok? Tisti, s katerim ti narediš... Postajam žival. Kako si me tako izdal? Veš, jaz izdajam ljudi. Da se jim kaj hudega zgodi. Jaz sem miška, majhna miška postal. Zdaj pa hitro, daj mi še svojo malco, ker drugač te bom spremenila v kravco. Veš kaj, ti suroveš, ne bom se ti več uklanjal, sedaj bom boljše pozitivne scenarije sanjal. Kera romantična duša, mislim, da ti tle malo ven spuša. Aha, si se mi z namenom tako približal, hočeš, da bi me lizal? Kaj rimaj bila, kaj? Hočeš, da bi me lizal? Kaj zdaj? A nisma ti še mal prej punčka? A nisi bila? Kdo pravi, da sem sploh spol spremenila? Samo rekel sem... Okej. Okej. Okej, smo greti? Smo greti. Si ti ugreti? Juša si Na ugreti. polno. Stari boj, zdaj pa. Okej, zdaj bomo pa začeli z dnevom mladosti, no, da ne bomo tukaj se iznavirali. Čisto tehnična, mislim, vse večinoma ste že bili tle, ampak če to naredimo, pomeni, da pade zastor, ali ko se že zastor. Konc prizora. Ja. Ok, delamo dan mladosti. Zdaj, dan mladosti, bom kar jaz začel. Mi bomo pač od vas pobirali neke predloge in bomo na podlagi tega dela prizor, ampak tema je dan mladosti. Tako da, a mi lahko kdo pove, kaj počnete zdaj, ko ste mladi? Lizika. Lizika je nekaj, kar mladi počnejo. Lizika, meni je to všeč. Lizika. Meni je malo čudno, ampak mi je všeč. Ja, meni je pa kul. To je začeten predlog. Štekaš, jaz rabam to liziko. Dajmo. Notar je tatu. In jaz rabam ta tatu. Umir se, Peter! Meni se bo strgal, če ne dobim zlate človeške ribice. Na tle zraven, mislim, človeške ribice zraven zlate ribice. Peter, ti nimaš več placa na Ne, jaz hočem to liziko. Peter, no, glej, kva se s tabo zgodilo po obrazu, imaš te Ves denar sem zapravil za lizike. Fatru sem prodal avto. Sam zato sem lahko kupil vse lizike. Še vedno nimam najbolj redke človeške ribice. Ok, Peter, nas prepričam, ta človek. Lej, Branko, ti si moj prijatelj in rekel si, da me boš podpiral. Ja, no, ampak on je nevaren, veš. Se res ima vse lizike, ampak on ima tako temačno Zato preteklost. si pa ti z mano, da me branaš, a veš, ker si tam močen v naši družbi. Se veš, da si treniral karate. Ja, to je res,
A si res treniral sploh? Ja, sem. Ker zdaj malo dvomim, ker si se malo polulal, veš. Večkrat sem. To je zaradi strahu. Z tega človeka poznam, no. Zraven človečko ribico. On bi z mojim fotrem v zaporu. Kaj? Ja. Tvoj fatar je bil v zaporu. A ne veš? Ne. Ja. Zakaj? Ja, pač zaradi lizik. Kaj? Ja. Tvoj fatar tudi. Ja, pač. Nisem vedel, da odrasli ljudje lahko toliko zabredijo v tako odvisnost, kot so lizike. A boste kaj kupila, se boste sam pogovarjala, kle? Vse jo slišim drugače. Gospod, eno liziko bi. Ampak... Takale majhna, mlada fanta bi rada lizike. Jaz nisem nič rekel. Njegova ideja je bila. A mislite, da ste pripravljena na lizike? Ker lizika ni sama ena sladkarija, lizika je odgovornost. Se veva to. Liziko vzameš, jo poližeš. Kaj boš naredil s palčko? Kaj boš na palčko? Med embalažo! Shit, narobe. No, žilo. Jaz bom enega štihnil! Palčka je lesena! A ti to zgleda, da gre v embalažo? Okej, no. Nisem vedel, da so leseni. On je novinc, no. Kaj boš dal papirček? Ja, kam, na tla ga vržeš? Ne. Aj, umrl si, prijatelj. Jaz grem, prost. Jaz grem. Zadnje vprašanje! Kaj boste naredili? Kaj pa delaš? Hotel sem se vršiti počasno. Okej. Ne, Peter! In red. Ni umrl, živ je. Peljali so ga na urgenco. Zelo slabo streljam, brez skrbi. Na dan mladosti so si predajali štafeto, ki so jo pol dali Titotu za njegov rojsten dan. In pač lahko si bil zelo dober učenec, lahko si bil zelo družbeno aktiven učenec, lahko si bil pa tudi zelo sam dober športnik. Tako da je zdaj mogoče rad videl en dan na dan mladosti, kako je ena skupina mladih ali pa ena skupina ljudi, ki predaje to štafeto, pa mogoče bi še enega Titota videl na odru. Ampak bi pa rad videl ta dan mladosti, kako se štafeto preda Titotu. Tako da, dajte mi povedati, katero leto se to dogaja. Tako da imamo recimo od konca druge svetovne vojne pa do konca 80-ih, recimo enkrat takrat. Katero leto bomo? 80 bi umrl. Ja, ve. 80 ga mora. Kako? 69. Ok. Je nič, jaz bi rad to videl, tako da dajmo en aplavz za to, kar bomo ravnokar videli. Ja. Hej, lej, vse bo cool, dala mu boš to štafeto, pa pač, čeprav je to najbolj gledan televizijski dogodek, no, zihar, ampak ne se bat, ka pač bratstvo in odstvo, vsi bojo sam za to, a veš so... Ja, ampak moj ravnatelj je rekel, da če se spotaknem na poti do Zagreba, da me bojo dali ustreliti. Čakaj, ti greš do Zagreba? Tako so mi rekli, ne vem pa, kje štartam. Okej, pa so te zelo slabo obvestili. Ja, ampak v našem sistemu ni nič narobe z obveščanjem, narobe z menoj. Zakaj? Ne vem, tako so mi rekli. Počakaj, Alenka, pač, sam da razumem, pač, tebe niso obvestili, pa so ti še rekli, da si ti kriva za to. Jaz ne razumem na te stvari, jaz sem najmlajša prvošolka v našem sistemu, jaz znam 4 leta in sem čist preveč pametna za druge stvari. Ja, to zato, ker si pa preveč brihtna, pa so te dali starejši, veš? Ja. Okej, sam da mi pomagi razumeti. Tebi so rekli, da moraš iti do Zagreba. Ja, rekli so mi, Alenka, lej, to je štafeta. Ja. Ti boš štartala v Ljubljani in tečeš do Zagreba. Čakaj, pa so ti povedali, kje štartaš? Je v Ljubljani. Pa so ti povedali? Ja, ampak jaz ne vem, a od doma ali do šole pridem, pa od šole tečem, ali grem do meje, od Ljubljane pa od tam tečem. Niso ti povedali? Medtem v Zagrebu.
Sinhronizirano v slovenščino. Kakav lep dan je danas Lep, da. v našem gradu. Gdje je una curica? Ne znam, Ljubljani, znaš. danas bi mogla biti tu za sat vremena. Tako Sad da vreme. Čekamo kad ona dođe. Mi imamo samo još pola ure. Samo još pola. Šta želite da napravim, drug Tito? Ne znam. Neko će biti kaznovan, znaš. Da, to In nazaj v Ljubljani. Hvala, ka greste z mano, gospod pomočnik ravnatelja. Ja, veste kaj, sem dolžen kot sodelavec in tovariš komunistične partije. So me odredili k vam. Ja. Kar pogumno, Zagreb je samo še 2 uri stran. Samo še ne. Mlado dekle. Potem pa do Beograda. Gospod, aj kaj narobe, če pljuvam kri. Ne, pljuvaj kri, pljuvaj švic. Samo naj se vidi tvoj bol in tvoj pogum in tvoja predanost. Zdaj v Zagrebu. Odakle si ti, ja? rođen sam u Ljubljani. U Ljubljani, ja? U hospitalu. Da, majka mi je iz Zagreba i otac mi je... Stvarno, da, tako. Kako se zoveš? Kako se pišeš, ne znam te? Hribar. Hribar? Da. O, ne, gdje je curica? Ne znam, drug Tito, a stvarno ja sam napravio sve što je bilo u mojoj moći, snagi. Ne znaš ti hrvatski, ja? Ne znam, rođen sam u Ljubljani. Štafeta! Došla je curica. Maš to, Alenka, bravo! Bravo! Kasnite! Ej, izvinite, druže Tito, donesli smo štafetu. Šta sad, gdje je druga curica? Pa koliko ih vi trebate? Ja štafetu idete u Beograd? Pa to je za vas, drug Tito, vi imate danas rođendan. Sve najbolje! Surprise! Sve najboljše! Opa! Utrujena sam. Je to slovenska rakija? Da, slovenska. Kako se zoveš? Da se slikamo malo, a? Alenka. Alenka, hvala. Mogu i ja ići. Okej, super. Cheese! Druže Tito, s tim poklonom Slovenija iskaziva poštovanje vama i i čitavoj državi Jugoslavije, tako da... Hvala vam. Bratstvo i jedinstvo, jel? To. Jaz imam tudi brata. Res! Mene pa zanima, če se kdo spomne, ko je bil otrok in če se mu je zgodilo kaj takega, da mu je še zdaj ostalo v spominu. Nek prijeten občutek, ki se ga še zdaj spomni. Ja. Mogoče me zanima, če se spomni kdo drugi, drugače pa vidve že imate. Če se kdo spomni, recimo, da... Jaz se spomnim, ko smo enkrat delali na eni cipresi zraven cerkve, hižico na drevesu. In je bilo, ful smo se imeli fajn, ampak potem je prišla ena ženska in pač nas je spodila stran in pa smo mogli to podreti. In je bilo tudi fajn to pač, bežati pred tem. En tak cool občutek. A se kdo spomne kaj podobnega? Ja, okej. Komu pa ste rabutali češnje? Kako pa se kliče sosed? Franska, okej. Fajn. A ste imeli kakšno prijateljstvo zraven prijatelja? A je bilo več, sošolci ali kdo ste? Aha, z vasi, okej. Cool, okej, to bo navdih, rabutanje češnje, v resnici. Franska!
Ti si tudi tle, Štefan. Frančka, reče ti. Poslušaj, a vidite tole češnjo? Ja, vem. Tole moramo mi paziti. Ne? Tako da, Frančka, tvoja ura je, tle imaš puško. Če vidiš kakšnega te malega, ciljaj v kolena. Ja? Ne jih v glavo, ampak v kolena, stopala, tako. Ja, nočemo imeti zdaj, a ne, polomljenih, a ne. Franc, ti si dobro nastavil te pastiše. Ja, to so pa za... Ja. Dobro. Ja. Jaz sem pa luknjo skopal, da si bom to zagležen zelo. Ja, lukno, pa če sem kup grmovja, da se bomo videli. Ja. No, Frančka, ti pazi, jaz pa... Midva greva Štefana na enega. Evo, pazam. Tle imaš štokrle, ne imam se vsi. Kaj se dogaja? Kaj se delate, da vaju ne vidim? Mi smo ptiči. Čiv. Bova kar letela stran, ne? Ok, ti teče, prav. Jaz ne morem teči. Jaz sem še tako brez noge. Frančka, se veš, kaj moraš ustreliti v koleno? Ne, samo otroka sta. Ne bom te kaj pustil, no, ne bom. Pej, no, prav. Ja, ti imaš še toliko pred sabo. Ne bom Zdaj nosi na folkloro hodiš, no. Jaz nič ne delam. Enkrat si posnel en video, ko smo imeli vajo, no? Pa to nas slabo, no. Ma ne, se je tresel telefon, sam film bilo dobro. Veš, ko smo imeli lajkov na Facebooku, blizu. No, ti moraš popraviti še matematiko, no. Pej, no. Ne boš tako umrl, no, brez... Ti si moj najboljši prijatelj. Ti si tudi bliz, ja, med top 2. No, kaj ti je? A ta nehala jokat? Jaz se predam. Ja? Ja. Zdaj, Ja, onda. češnje iz žepov. Nimam. Ne? Imam, ok, imam več. Več, kaj sem jih. Taj zate, nesi jo domov. Daj jo mojim staršem. Povej jim zgodbo. Bež! Ok, zdaj smo se vprašali, kako je bilo, ko so bili starejši mladi, zdaj me pa zanima, bi bo vprašal mlade na dan mladosti, kako si predstavljate, ko te vi malo starejši, kako bo stvar izgledala? A ima kdo kakšno idejo, kako bo, ko boste recimo stari 40? Kakšen bo takrat zasip? Drugačen, kako bo? Recimo, a bojo še zmeraj avti? Ja, navadni avti, taki, ko so... Električni, vsi imajo Tesla avto, ali sam... Ok, kaj še bo drugače? Bogati Romeo. Bogati Romeo. Ne, to je pač avto. A ja, bogati. Ok, bogati, promaš. Pač skratka, avti bojo ful boljši, kot zdaj. Ne vem, se mogoče so že zdaj, sam ne vem. Ok, hiše kakšne bojo? Vila. Vile bojo. Z bazeni. Vsi bojo imeli vile z bazeni. Ok. Kaj pa bo še kaj? Kaj bo tle, kaj je danes kulturen don, recimo? Zabaviščen park. Zabaviščen park.
kaj pa bo tam, kaj je zdaj, recimo, kakšna trgovina, a pa Mercator, kaj bo tam, kaj je zdaj Mercator? Zaprl se bo kotalkališče. Na mestu Mercatorja bo kotalkališče, tle bo zabaviščni park, vsi bojo imeli bugatti pa Tesle, pa vile z bazenom. Ok, še ena stvar. Semafori bojo na cesti. Semafori. To pa je nekaj, semafori, super, ok. Zanima me sam še, kako? In roboti bojo. A roboti bojo tako pomočniki, a bojo tudi del kukar ljudje, bojo imeli svoje hiše, samo pomočniki pa služabniki bojo. Tako, malo bojo sužni v bistvu. Ok, kaj pa koši? Ne, pač oni bojo tudi koš, pač da jim daš usta in oni tudi. Aha, tudi oni bojo koš za smeti. Seveda bojo, ok, hvala lepa. Poglejmo si zasip, ko bojo tukaj naša družba stara 40 let. Hvala lepa. Ena, dva, R8, ne jej hrane gospodarja, saj veš, da so jezni. Sprejeto, 1, 2, 3, 6. Gospodar je buden. Dobro jutro. Vaš zajtrk je pripravljen. Ja, dobro. Ne, saj ne rabim. Bom pa šel kvizi, stari. Kako ste spali, gospodar? V redu sem spal, malo me je glava bolela, malo sem se premetaval. Kako je bilo? Jaz ne spim. Tablet za glavo, gospodar. Kako sem vedel? Pili ste včeraj, vzemite aspirin. Sem pozabil, da spremljate vse, ne? Ja. Gospodar, naj vas obvestim, da danes ob 6 pridejo z novim modelom vašega Bugattija. A danes pridejo? Danes. Glih takrat, ko so novi semafor inštalirali. The best. Sedaj pa je že na poti k vam vaše dekle. Kaj? Jelena. Ne. To ni za ta prav cajt. Pa ura je polo od 9, no. Zakaj še nekaj rekli? Ne, mislim, pač v pol 9 ura, kaj vam zdaj prihajati, toliko zgodaj sem? Danes sta zmenjena za jutranji sprehod, gospodar. Fuck. Zmenjena sta tudi, da bosta plavala v vašem luksuznem bazenu. Ne danes. Ding dong. Hej. Lih se učim, ful mi gre. In še en par imam zate. Evo, sicer gor piše soj luna, ampak ti si lahko tudi mesec. Moder mesec. Ali kaj. Koliko včasih naš bivši premijer, Luka Mesec, se ga spomniš? No, njega so vsi pozabili. A nisva rekla, da se v politiki ne bomo Ja, v redu. Nisem vedel, sem mislil, da sem se tako zmenila. Napisala sem ti v Google koledar, pa v Google koledar obeh tvojih robotov, pa na pano, ki ga je letalo zvečer na nebu razprostrlo, sem se spomnila. Se potrudila. Ja. Veš kaj, ta jutrni sprehod je malo slab zame zdaj. Si se boš kotalkal. Ok. Ja, kakorkoli. O ne, ti si malo razmišljal. To je ta obraz, jaz sem malo razmišljal. Ok. Čakaj, nisem splošno več rekel, no počakaj. Gospodar ste je že povedali. Pa nehi! Še eno imam! Kar vrzite. Zdaj ni fore! Vrzite v usta. Kaj? Šutne slušalnike imaš. Odpokaj se v svoje sobane, okej. Veš kaj, toliko časa sem zdaj preživel s svojima robotoma. Počakaj, ne pravim. Ne rečem, če bi šlo za kakšno drugo,
ampak! Pač ugotovil sem, da so veliko bolj neodvisni. A veš, kaj bojo ljudje rekli? Vse hiše so se mogoče spremenile, ampak ljudje se pa niso. Lej, sej nič nimam, dejansko. In tako, da pač sem aktiven z roboti, okej? Pač sam pravim, da preferiram družbo enih hladnih strojev, kot pa ene tople ženske, evo. Jaz znam biti tudi hladen stroj. Ok, ni res, tu si ti. Pa nisem hotel biti žaljiv, sem pač... mogoče sem zdaj prišel v to obdobje, ker mi sede ta sterilnost, ne vem. Da je vse tako... Pa se uporabljam razkožilo za roke. Ne govorim o tem, ja. A imaš spet metafore. Gospodar, Kaj je? čas naše aktivnosti. Ne, da si mora nekaj to omenja, to pričanje. Se upravičujem. Okej. Jaz sem sicer blond, ampak zdi se mi, da sumam, kaj bi lahko sumila, da pomeni. Ni, pač, urejali bomo vrt, okej? Pač sram me je bilo ti povedati, no. A ja, okej. Tako kot v limonadah, ko grejo z vrtnarji, ti greš pa z roboti. Pač oprosti, no, pač da sem midva skupaj ful rada urejala ta vrt, sem pač, neumen je, no, pač nisem se nikoli mislil, da pač bomo prišli, le oprosti. A lahko greš Gospodar, naš vrt je zelo neurejen. Ja, pa ne zdaj, v redu. Potrebno ga je urediti. Okej, pejta stran. Prav, kar urejajte vrt, ampak sam toliko, da veš. Nekaj jest moje pohištvo! Tist kaktus, ki sem ti ga prinesla, zato ker vem, da slabo skrbiš za živa bitja in žive odnose, Vili. bom vzela s sabo. Ne, mislim, ne, se te razumem, se bil tvoj, ampak... Dobro, vzem Vilija s sabo, če moraš, ne. In ga bom nesla v Zgornje gorje. Kaj sam ne Jaz, če prav razumem, je bil dan mladosti jugoslovanski praznik, a ne, zdaj ga ni več uradno. Samo to, da sem zikr. In jaz sem velikokrat slišal, da je bilo včasih boljš, da je bilo v Jugoslaviji boljš. Pa bi od vas starejših mogoče rad slišal kakšen razlog, zakaj je bilo včasih boljš kot zdaj. Delavci so imeli več pravice. To je res, verjetno. Še kaj drugega. Švercali smo čez mejo. Kakšne stvari pa ste švercali, gospa? Kofe? Banane pa kavbojke. Spage, pralni prašek. Aha. Več ali manj vse, kar se da švercati, ste švercali. Kako? Škatla ste televizije, pa Tito. Se pravi, da ponovimo. Delavci so imeli... Zavedni smo bili. Pa zavedni, aha. Okej, to bomo vzeli kot navdih, prav? Kaj? Okej. Sam ponovno. Sam ponovno. Delavci so bili pošteno plačani in so imeli delo. Pravice so imeli, koliko? Pravice ne imeli. Švercali so marsikaj čez mejo in pa tudi zavedni so bili, ker so imeli Tito tam. Tako. To bi vam bilo Tite. Ok, stari moj. A sva ready? Ja. Ok. Jaz imam kavo v hlačah. Zdaj predale so barbike. Vlečen sem v 4 bunde. Jaz imam 4 kavbojke. Ok, jaz imam pod klobukom cukor. Opa. Jaz imam tle en pršut. Ok. Prtljažniku pa... Delavske pravice. Ok, sam ne biti živčen, tako je nazadnje. Ok, pomiri se, vse je v redu, cariniki itak, a veš, oni so naši, oni se tudi zavedajo, da mi smo en narod, ena država, Tito nad nami, a veš, njim je bed take ljudi, kot smo midva, poštena delavce nekaj ustavljati, pa tako naprej. Kaj tu moraš imeti v glavi? Kaj so zdaj na Sloveniji še avto? Ja. Jugo, ja. Sicher schwärzen Sie. Wir mussten Geld haben. Ja. Österreich
österreichische Mentalität. Besser. Daj mi dokumente. Te Avstrijci pa itak brigaj, sam da gremo ven z države. Stau! Ausfahrt! Nicht! Zelo slabo govorijo nemški sicer, ampak Stau, prav. Dober dan! Hallo! Wie geht's? Dokumenten? Die Dokumenten? Wie geht's, Miloš? Sehr gut, ja. Das ist Und du? Miloš. Miloš, ja. Sehr schöne Sonne, ja? Ja, Sonne. Ja. Zdravko? Ja, das bin ich. Gut. Danke. Und Dankeschön. Nein. Entschuldigung? Ja, Stefan. Bocham nicht, kavo. Okay, to možno kavo da voham, a? Mi pa na Štefanom sva Koroška Slovenca, mi pa sva Koroška. Sama. Fak nafukala sva ga, stari, to so pa, to pa res, koroški Slovenci, oni pa, sami fini se dela. Deva jih malo. Kašava, potem jih pa spustiva. Samo ne ima povedati. Svi doma kofe v žepi. Sva že odprla oko, drugače še za to. Jaz sem ga spet zaprl. Tu zaprl. Ok, moram zdaj zaprta oko. Zaprta, ok. Videla se pol delava tako, kao, nič ne veva, so bila lik prej na kavi. Ja, ne, kar povej. Če karkoli najdejo po moje, lej, Klemen cukor, fakt, po nesreč. Tok. Ja. Boste odprli malo prtlažnik. Gepek. Gepek. Zapelite malo trtjane, takole. Fajn te jugni, ne? Nikoli ne razpade, kako je to. Oba. Evo, čakaj. Kaj pa... Kluk up. Kaj pa je tale bel prah? Bel prah. Bel prah. Cukor? Ma bi pa bil prah. Sladko? Cukor. Cukor, ja, možno da je cukor, ja. Und das? Ist das Tobak? Možno da je cukor. Nicht. Kako je, ja. Kafe? Ne vem, nisem še v življenju tobaka videl, ne. Aha. Mikrovele. Was ist das? To so pa... Kaj? Mikrovele. Mikrovele, ja. Ja, verjetno. Was ist das? To ni nič drugače mikrovele, ne. Und was ist das? A se vi kar zmišljujete ene besede, pa da zdaj hočete nekaj zašiti. Kaj je, mikrovele ni nič, pa štav je gužba butni. A sta videli smo ta prava carinika? A lahko vidim en dokument? Lepo prosim. Kje pa imate kapo? Ja, kje imate kapo, ta prav carinik ima kapo. A lahko mečkano odpreta tamle tole carinsko hišo? Pa malo vidimo, da imate not. No, dajta, lepo prosim. Mi smo delali, mi imamo svoje pravice, hočemo videti. Lepo prosim. Ludwig, du bist ein Willst du najo, Katja, wer das war stark? Slišmo vaju, bomo sliko vaju slišmo, da ste štajali. Ne so zdravi. Was wollt das mit dir? Ljudi, kamo, zdaj? Ja, brasva, kako? Ja sam samo toti bar, kavo sam hotel, ne? Vode. Kako da nista pada, da je do Dravograd? Da ste reče mejo. Od brez gabe, pa mikrovele, kaj Ljudi, to je bila tvoja ideja, ne? Ja, dober, ja, jaz sem rekel, Ti si tako spomnil, zdaj se pa ti znajdi, kako bomo tu naredili, ne? Ajde. Kako da bomo? Se tu ovdje ne veste, daj. Dobro, ja, stopite noter, ja. No, da vidimo. Ajde, odpri. Samo da najde ključ. Prosti ljudi, da sem te zajebal. To avto si gledal! Jaz bi pa gospoda, ki je prvič na impru, bi vprašala, kaj je vaša asociacija na dan mladosti, karkoli. Ok.
Če bi zdajle boste gledali en film z naslovom Mladost, kakšnega žanra bi si zaželeli? Zelo stresna situacija. On ful čuti z vami. En filmski žanr, lahko mu pomagate. Grozljivka. Ok. A še kakšen pridevnik pri tej grozljivki? Romantična grozljivka z naslovom Mladost. Dajmo en aplauz. Jaz ti pravim, Helena, odkril bom ta napoj in bom postal večno mlad, prav večno mlad, nihče mi ne bo mogel pač pokvariti načrtu in ko mi enkrat uspe, bom podelil to s tabo in s celim svetom. In nesmrtna bova. In nesmrtna bova, ja. Vendar ni pa še to dokončna formula, lahko da gre kaj narobe, lahko da kaj se iztiri. Tukaj v njunem zadju vidimo gorilnik, na njem je tak ogromen lonec in ena sluzasta zelena stvar. Tukaj zraven je kletka, kjer je noter ena miš, tukajle je pa dojenček od slona. Hvala, ker skrbiš za moje testne slone, drugače. Hvala ti nasploh, ker pač podpiraš celo mojo to obsesijo. Vem, da najbrž ti ne more biti lahko. Ni lahko, ampak je vredno. Kaj bi najbolj si zaželela, če bi lahko bila večno mlada? Kaj je večna mladost brez večne ljubezni? Torej večna ljubezen praviš? Ja. Ta odmerek je zate. Poglej, morda, ne vem, kaj se bo zgodilo, vendar jaz moram praviti to raziskavo, jaz ne moram davati več v temi. Tako da hvala, da boš probala z mano. Čin. Vse pa nič. Stavba, v kateri se nahajata, je ena velika lesena lopa na vrtu enega bloka. V tem bloku prebivajo otroci brez staršev. Sirote, ja, sirote. Ali to sirote? Že kaj čutiš morda? Že 20 let nisem mogel skočiti. Pa res, skočil si. Skočil sem, čeprav le za malo. Mene členki več ne bolijo. Kaj res? Ja. Čakaj, samo da pogledam. Vse dlake so mi izginile. Vse starostne pege so mi izginile. To je neverjetno. To je odkritje milenija. To je vendar odkrila sem vrelec mladosti. Res? Lase ti rastejo. Kaj? Ja, lase ti nazaj rastejo. Ne moram verjeti. Kaj se dogaja? Kaj se dogaja? Kaj se dogaja? Medtem v spodnjem nadstropju. Meni je že dolg čas. Dejva se igrat pošasti. Ja. Greva se igrat? Ja, lovi me po stopnicah. O ne, o ne. Pomagajte! Prosim, pomagajte! Ne pošati stran! Prosim na pomoč! Prosim na pomoč! Zakaj nihče noče pomagati? A ne!
Dajte nam neki, pač vi, ki ste mogoče malo starejši mladi, povejte nekaj, kar opazite v današnji mladini, kar vas res moti. To so pa izkušnje, ne? Kako mobiteli v rokah? Ok, meni je to kar všeč. Igrce, mobiteli v rokah. A lahko jaz zdaj dobim... Neki so tečni. Kako? Znajdi so tečni, ja, pač telefoni v rokah. Jaz bom vzel telefoni v rokah. Ja, jaz bi rad videl dva človeka, ki imate telefone v rokah. Besedne? Ne, pač sam tako, pač improvizatorja. Tukaj, ja, tako, to je to. Pip, pip. Imam otroka v bolnici, vsak dan ne zna več jesti, imam otroka v bolnici. A dam gor, kaj? Jo dam gor, stavo. Valjda boš dolgo še filter. Požar, to je požar. To te odbojuje. Ne, pokliče, to ima mobitel. Koga naj pokliče? Ima mobitela, to ima mobitela. Ja, jaz rešet. O ne, gori. Vazi to mucka, kaj jaha slona. Lajkaj. Skočil bom! Presežem! Nihče me ne more odvarjati od tega! Boš šel ti jutri na kosilo? Lahko ja. Čak, te pošljem SMS, da ne boš dal. Tja, da bi šla, kaj? Lahko, čakaj. Tako mlad, tako fleten. Veš kaj, ja moram iti na stan. Čak, sam, ne vem, Tavčarjeva 21, kje pa je to? Tle, naravno, okej. Se vidio jutro, veš kaj, moram iti. Oče, majde, čau. Ne! Preživel sem. To je čudež. Ne, nekaj mestica, nekaj težkega je na meni. Čakaj. Zdaj bom pa res umrl. Tlele, ja, dobre, okej. Janez! In res. Lahko še nekaj, kar vas moti, Zdaj smo imeli telefone v rokah, lahko še nekaj, kar vas moti. Mogoče na tej strani. Nekaj, kar vas moti, nekaj, kar opaste danes, ko greste po ulici, pa ste tako, joj, zakaj? To obstaja. Naroga. Prekratke majice. Prekratke majice. Pa goli gležnji. Prekratke majice, pa goli gležnji. Lahko dva improvizatorja tukaj. Imata prekratko majico, pa gole gležnje. Pa kolena, ja? Moram. Evo, tole, kaj imaš tukaj? Kratko majico. Daj se malo majico. Evo, imam že kratko. Ej, tole si jo. Skoja? Mam se ga. Hvala. Kekec svega. Kekec. Te malo pomagala, no. Treba je skidati. Jaz svoj nam pelal v šolo, če nam skidati. Zdaj prito za lopato, no. Kašne otroke imamo. Daj, ne vem, Snežaka postaviti ali pa ni. Ej, a je tebi tuj mobitel vzel? Kaj pa zdaj? Glej, Johnny. Kaj je najstniki, ja?
Swipe. Kako je kaj osnovna šola? A jih umavžava. Moje bo kar treba nekaj pokazati, kdo je ta glava na tej ulici. Dobar dan, dedek Stane. Ja, kaj je zdaj, Ega, neki? Ej, misliš, da je kaj zebe? Vem. Če je juneju, pa še bo. Zakaj imata pa tako dolge hlače? A sta malo čudna, kaj? Kje imata pa popke? Mira sem stara 35. Smo bili tako stari, kvi. Smo se napravljali. Prav. Pa bilo je še dosti materijala, tekstila na svetu, da si lahko normalne hlače kupil pa majico. Jaz smo že čez ledeno. Ja, jaz tudi, ja. Vi ste bili pusi. Mislim... Ja. Ker level sta vidva? Ej, se kopljajo. Malo, kaj treba. Ej, mladina, stran! Rekla je naslednji dan, dedek Stane, pej dol zelo. Nisem slišal! Jaz imam še 2 življenji. Vidite, fanta, kaj se zgodi? Vidva so že en dan. Ja, vem, ja. Vmes je bila že noč. Ega... Noč pa jutro. Lačna sva. Jaz sam upam, da je vaju kaj izučil, ej. Zakaj ni mami prinesla hrane? Ja, zakaj ni prinesla? Nista hotela delati na snegu, boste ležali na snegu, boste trpela sneg. A lahko vsaj telefon nazaj dobila? Ej, če boste dali vso zemljo na naju, ne bo signala. Najprej zemlja, pa še snega, ega. Ej, a je sneg kot moka. A lahko kruh naredi. Jaz presenetljivo uživam v tem, moram priznati, veš. Upam, da bo vaju to kaj izučil. Jaz sem si nečesa zaželela. Kar drzna ideja, ampak jaz mislim, da bomo vsi za. Pač ta štafeta mladosti, dan mladosti in to so se ful pripravljali, cele šole, cele skupine, to so bili pač, ne vem, nastopi in proslave in tako. In jaz bi rada imela tle en zborček. En zborček. Številčen zborček. Zborček pionirčkov. Pa gremo en enostaven tak pionirski format, eno čist enostavno štimongo, na onga, ka pokažem, naredi en vers in pol ga malo ponavljate in tako. To pa zborovsko. Bi pa rabili en naslov. En naslov patriotske pesmi, ki jo poje pionirski zborček. Danes. Ja? Danes. To nam je pesem mi je všeč? Ok, to nam je všeč. Kaj se zgodi danes? Kaj? Ja, ne vem, ne vem. Aha, a bi malo razširil naslov. Ok, danes. Kaj? Je sonce. Danes je sonce, kot patriotska pesem pa se mogoče poveže. Danes je sonce. Danes je sonce. Danes je sonce, da. Naj se sliši vse konce, da zunaj
Včeraj sem bil zunaj in sonce je sijalo na moj obraz. Videl sem mojo mati, ki se je sijala v soncu in gledala sva se v oči in imela sva se rada. Sonce sveti in jaz sem pomlad. Sonce sveti, imam se rad. Sonce sveti, vsi smo zaklad. Sonce sveti, bodimo sestra in brat. Se sliši zase koncert. Mami, rad te imam. Bravo. Se konce da zunaj sije sonce. Dajmo... Ja, Mark, dajmo nekaj, no? Še eno zaključno stvar. Jaz imam eno zgodbo. Okay, tako reče se tepa, ampak mi bomo naredili, mi bomo začeli en prizor. Vsi bomo igrali v tej zgodbi. Mi bomo začeli en prizor in pol tekom tega prizora bo nekdo prišel in nekoga od naju potrepljal po rami. Da vidimo, kako bo to zgledalo. To, in ko se to zgodi, grem jaz ven in Mark, ti ostaneš isti človek, ki si bil, to je pa en nov človek. In ko nekdo drug pride in zamenja tebe, ti ostaneš isti človek in jaz sem nek drug človek. A ti, ko se vrneš, si tudi isti človek, prej? Lahko. Ni pa nujen. Ni pa nujen. Lahko ja, lahko ne. Ok, mi da z Markom rabva en... kaj so si mi da med sabo? Od kje se poznava? Že dalj časa se poznava? Gozdarja. Gozdarja sva. Mogoče še od sošolca. Sošolca je bil na gozdarski. Za 24 24 so stara, super, to bomo upoštevali. Ok, od vas vzamem 24, od zadnje bi pa mogoče kdo sva, od kje se poznava? V Merkatorju ste skup delala. V Merkatorju sva skup delala. Hvala. Skup so delala v Merkatorju, stara se 24. Ok. Ne, zdaj sva delala v Merkatorju. Dajmo en aplauz. Pa so pa, ok, ko so bila otroka, so bila gozdarja. Ena gozdarska, šek. Vse najboljše. Ja. Wow. Pri, pa poglej, pa povej, kako se ti zdi. A je to, ko mislim, da je? Ja, ne vem, če. Da ni to zdaj en solzivca, pa nekaj. Ne. Ka vem, da imaš ti rad fore. Ne. Se spomniš takrat, ko si mi dal... Ja, v glavnem, vaš prijatelj bo nekaj časa v bolnici, vsaj 2 dni. To se mi zdi zelo neodgovorno, da ste mu dali solzivca za rojsten dan. Fore je bila, red imam fore, no. Ja, super, ima zelo užgan obraz, mislim, da bo potreboval presaditev. Kaj je res? Ja. Že iščemo donatorja, tako da če koga poznate, da ima lep obraz. Jaz sem... hotel, ne vem, se prijaviti. Aha, za lep obraz. Ja, super. Ne, pa se ne vem, pač za donatorja. Za donatorja. A bi mogel dati obraz? Ja. A tistega fanta ste vzel? Ja, tistega sem vzel, ja. O, Marija! Kaj pa je narobe, no? Izmed vseh glih njega. Ja, kolega, Ste videl tisto kožo, vso mazvolasto, pa tiste brada, vsa redka. Jaz kot punca bi se vam srčno zahvalila za to operacijo. Nekaj. Res, odkar... Težka je bila, veste. Življenje je zdaj toliko lepše. Nič drugačne. Sorry, Klara, jaz... Ne vem, nisem hotel tega narediti. nisi hotel, pa si. Ja, sem. In veš kaj? Zdaj se mi je edino prav, da zdaj jaz osovzim tebe. Ne, no, pa sem lepši obraz. Pa kaj?
Trpel je, medicinske sestre so mu jomale kri. Okej, Veš, koliko ima on tanke žile? Uči noter! Ne morem. Ko ne moreš, moraš. Ne morem, jaz imam usmiljenje. Zato bi rad bil duhovnik. Preveč slabega sem naredil v življenju. Ja, ste pa potem takem prišli na pravi naslov. Sem ne. Cerkev. Še nikoli nisem stopil v cerkev. Res? Lahko stopam v cerkev. Vsakdo lahko stopi v cerkev, kar naprej. Ampak... Ja? Oče. Ja, moj še nepoznani sin. Jaz sem svojemu najboljšemu prijatelju vzel obraz. Ena izmed kardinalnih napak. Dober dan. Dober dan. Se opravičujem, ker stopam v cerkev, ampak iščem svojega prijatelja. Pa je, da je šel tukaj noter, pa nikoli več ni prišel ven. Imeli sva en nesporazum, on je namreč meni obraz uničil. Tako da sploh ne vem, če bi me prepoznal zdaj, ker imam čist drug obraz. Ampak jaz bi mu rad sam povedal, da mu oprostim, ne. Tako, kot vi to delate, a ne. Je prišel nek mladenič z... Ne, pogledaj. Ja. Ne. Kaj, oče, povej. Se nisem dovolj bičal. Moraš še? Dovolj si se bičal. Lahko se še, če hočeš. Ne. To je. Lahko stopam iz teme. Ja, luč. Ne vidim. Tukaj si. Ne vidim. Kdo je to? Jaz, Uroš. Uroš? Ja, novo faco imam. Zakaj? Čisto je novo. Ja. Uroš, žal mi je. Nisem hodil tega narediti. Ne se sekirati. Sekiram se. Ok, malo mi je bilo všeč, da si se sekiral, ampak si šel predaleč, veš. 4 leta si že tukaj v cerkvi. Ja. Čas je, da prideš ven, jaz sem ti odpustil, lej, kako imam hudo faco. Res imaš lepo ja. faco. Dejte kaj drobiža, da brez... Koliko keša dobivamo od vas? Hvala, gospa. Tik, 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 tik. La, 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 la. Lahko tebi, ko imaš hudo fac. Bobni, ja? Stari, pozavna je v mestu. Gospa, kam greste? Ne. Skaj zasluži danes, Ja, stari, klej imam koliko? 2000 evrov po moje. 50% je mojega, se veš, tako kot smo se zmenili. Doj, Johnny, no, kaj? Kar cela ulica je tvoja. To so pravila ulice. Kdo jih je napisal? Ja, pač take pravila sem napisal, 50 je mojega. Se pravi, on je zaslužil koliko? 2 Julija? Ja. Ti Julija, jaz pa 500. Jaz sem pa davčne, bom pa 20 pogovoril. Smo pa pravila smo napisali, ne naša vlada. Ja, vi? Ja, vse smo. A vi licenco imate? Veste, licenco morate kupiti, če ne pa 30%, tako da če mi prosil sam 30% date. Nimam licence, ne. Ja. No, v redu. A vi imate licenco, da prodajate licence? Pri meni kupati licenco? Zdaj, sam še to, da obnoviva, zdaj GDPR, ne, to nov zakon moramo malo dobro razmisliti. A ste skenslali vse svoje, ki so pod vami? Ja, jaz nobenega več nimam, SP sem. Brez imen, brez obrazov? Absolutno, nobenega tako ne poznam več. Ok, pa v redu. Pa imate tlele vse naše skripte, evo. Hvala lepa. Račun pa dobite po pošti. No, to pa je kar veliko podatkov. Ja. No, ja, hvala lepa, hvala, gospa informacijska pooblaščenka. Okej, to je to. Morate iti spat. Spat morate iti.
če so rekli starši. Kaj nekaj zabavnega pa neumnega. A lahko jaz nekaj še nekaj? Jaz sem tako s predloge, hočem, da ima še kdo drug kakšen predlog. Ti si človek s predlogom. Ampak to je zakon, pa spat. Jaz bi rad, da naredimo eno zgodbo, tako da bom poslal vse vas ven. Vse vas bom poslal ven. Vse. Pa bomo pa si še... Ne bom vam povedal, videl, slišal. Ne poznate? Ja, poznajo. Ok, zmenite se zunaj, vsi pojte ven. Pokaži mi govori. Ampak ven. Ne, ven, tam morate ven. Ok, super. Jaz bom enemu, ki bo prišel noter, povedal eno zgodbo. In pole bo ta mogel naslednjemu pokazati s pomočjo pantomime in pole bo on spet povedal naslednjemu in pole bo en spet pokazal. Ste že videli? Super. A lahko dobim recimo en naslov ene zgodbe, ki jo bom povedal? Zlata ptica. Zlata ptica. Super. Kaj se je pa zgodilo z zlato ptico? Umrla je. Zakaj je umrla? Ti sploh ne bi umrla. Ok, zdaj on je rekel, da umrla. Lej, to bo nova zgodba. To ne bo zgodba, kot je bila. Zlata ptica je umrla, zakaj je umrla? Ker je pojedel maček. Ker je pojedel maček. Čigav je bil maček? Moj. Kako je pa tebi ime? Johnny. Johnny. Ok, Johnny maček je pojedel zlato ptico. To je v glavnem zame navdih za zgodbo. Zdaj bom probal povedati to zgodbo nekomu. Dajmo samo na 3-4 zdaj se zadreti prvi. Tako, 3-4 zdaj, prvi! Da bo slišal. 3-4 zdaj. Prvi! V bistvu, jaz ti ne bom te zgodbi povedal, jaz ti jo bom pokazal. Ja. Ok. Ti lahko sam gledaš. Dajmo reči drugi na 3-4 zdaj. 3-4 zdaj. Drugi! Živjo. Torej, jaz sem imel doma eno mačko. In sem jo vsak dan jedel nekaj hrane, ne? Pa sem en dan jedel nekaj hrane in sem pač šel iz svojega stanovanja ven. In sem zapustil svoje stanovanje, mačka je pa jedla svojo hrano, ne? V tistem trenutku pride en ptič, okej? Pride en ptič na moj... Kakšne barve? Bil je zelo belo-rumene barve. Recimo. Ampak ta ptič se pol usede kot na mojo ograjo in kar ena energija začne sebati ven iz njega. In seva potem ta energija, kot da bi bil pač čedalje bolj atraktiven pa neulovljiv, ne. In v tem trenutku moja mačka pač valjda vidi to. In pač gre ven, kar nekako razkolje steno in ne vem kako. In pač gre do ptiča in ga skuša šavsniti. In ga šavste in pač zadane ptiča in ptič nažalost pač pade na tla in si ga mačka da v usta in ga kot manijak razdre na pol in se pol naslaja nad ravno kar storjenim ubojstvom in začne plesati.
Pokličemo tretjega, 3, 4, zdaj. Zdaj zapijemo četrti, mora biti čisto isto, kot je bila ta prva. Čisto isto mora biti. 3, 4, zdaj. Na koncu je klasno. Lahko mi eno zgodbo. Enkrat sedim in gledam svojega gospodarja, kako mi pripravlja za jesti. In čakam in čakam. In itak, tako kot vsak petek, pač čaka tega modela. In on mi da za jesti in tip gre pač. In jaz ti si jem, neki cajta. Lepam neki zaropota. Pogledam, tako, what? Na oknu en ogromen teč. Jaz tako, model, kva si, in jem naprej. Kaj je pa ta? Teč začne šejkat, veš? Jaz tako lahko, ne vidiš, da jem. In jaz ti si jem, in kar šejkat, In v neki točki jaz ugotovim, da to meni odgovarja. In jaz tako, okej, in če malo jaz šejkam, veš, jaz malo šejkam, teč šejka, jaz šejkam, teč šejkam. Pa kar lepam, moj gospodar, puf, leti. Ja, to se je zgodilo, red. Gledam ti da, in ga šamo. Tiču, what? In teč pade. Tič pade. In meni je že zmanjkalo za jesti, ne? In se veš, mačke pa ptiči. Šel sem tja, ne, res je bil mrtev. Saj dobro šejkal, ne, ampak glej, jaz sem ga odprl, začel črevesje malo, ampak, a veš, glej, njemu čast sem še zraven zašejkal, pa je tako. In da manj vlas! Ličemo petega, 3, 4, zdaj. Ova te vroče.
Šesti na 3-4 zdaj, 3-4 zdaj. A je to kakšna prva osebna zgodba? 15 sekund imaš, da poveš celo zgodbo. 15 sekund, shit. No, povej no. Skrbnik v živalskem vrtu je nekega dne videl geparda, kako je prišel. Spil je svoje zajtrkovalno mleko, jutranje mleko. Ja, valjda. Nakar prileti orel. Ta orel je ugoden za parjenje. Daj ta sezona. Nakazal je to in mačka se je odzvala, gepard je bil ful za, da se končno pomešajo vrste, ampak pol je prišel ta skrbnik, pobil orla in ga vržgal za malico gepardu. Okej, cool, ja, okej. Zopiramo 7 na 3-4 zdaj. 7! Ampak v resnici 8. Zadnja. Juž 20 sekund. Ne, to mi več. Ok, 17. 5 minut. Ok, ne boš verjela, kaj sem slišal. Ja. Klink. Mu, me, Klink. Hey. Da publiki poveš, kaj je bila njihova zgodba. Točno taka, kot je bil original. Jaz sem to slišala ali videla. Kaj sem videla? Bilo je v živalskem vrtu. In ta oskrbnik je prinesel hrano za pumo v kletki. In ta puma je zraven hrane dobila še pingov sok. In pol je od nekje priletel jastreb, ki je bil na začetku jezen, ker je on tudi hotel pingov sok. Ampak pol je začel osvajati to pumo, da bi dobil pingov sok. Pa je prišel oskrbnik nazaj s pištolo in je ustrelil tega jastreba in ga je oskubil. In pol je puma dobila meso za večerjo. To je In to je bilo to, dajte en velik aplavz! Jansunja! Jure Jamnik! Tina Pancer! Mira Petek! In današnji gost je Vid Sodnik! Juž Nečinski! In Peter Frankel! Hrvaška scena in iglu večer! Vojca! To je bil zaključena predstava sezone 2017-2018.
hvala, da ste bili del tega. In zdaj po tej naši predstavi vas mi še vabimo na neko manjšo zakusko, mogoče po kakšnemu vinčku, pirčku, tako no, da smo fajn imeli. Ampak, ni še konc. Kaj? Smoke smo že pojedli. Stvari. Ful smo čakali. Ja, pač, tu smo čakali. Ampak, da povabimo še na naslednje predstave. Naslednji teden lahko pridete na Blejski grad 1. junija, kjer bomo z ekipico imeli eno predstavo, ki se ji reče Volk od Lak. Ja. Tako da pridite, predstava bo ob 8:30. Imate še vi kakšno predstavo zdaj, ki je blizu? Pejte na Facebook pa napišite Iglu gledališče. Skoraj vsako soboto imamo predstavo. The best. V Ljubljani. Morate v Ljubljano zapreti. Ja, morate se Ljubljano. Ampak Ljubljana je fajn. Včasih. Ja. Ko so lučke. Ej, da je lučka povedati. Tako da, to je to. Najlepša hvala, da ste prišli, počakajte še malo. Zdaj nisem do mojega telefona poln.